Buenas tardes, queridos amigos. Znova pozdravljeni na Bienvenidos a webinarju Fundamentos de Osnove Fe vere y in en Ciudad. znanosti. Hemos llegado a nuestra sexta Prispeli smo do sesión 6. y srečanja in segunda del drugega módulo sklopa Nastanek Teorías teorij. de Orígenes. Evolución Teistična teísta. evolucija. Este es Tako el sem título que le naslovila to puse a temo, este tema ko sem cuando načrtovala webinarje. diseñé la serie de webinars, Med pero pripravljanjem pa mientras sem lo spoznala, preparaba me he da bi dado bil cuenta boljši de que naslov hubiera sido mejor Vmesne teorije. llamarlo teorías intermedias. Porque resulta que la expresión Izraz evolución teistična teísta evolucija tiene ima varios namreč več significados pomenov y in algunos avtorji, ki jih bomo autores de los omenili, que vamos a bi hablar bili hoy lahko se užaljeni, podrían če bi jih ofender vključili si pod los ta naslov. incluimos bajo ese epígrafe. Así Da que ne bi para koga no ofender a užalila, nadie, bom voy a pojasnila empezar različne explicando las klasifikacije diferentes teorij o nastanku. clasificaciones de las teorías sobre los orígenes. A Kasneje se continuación bom me centraré osredotočila en na las vmesne teorías teorije in intermedias y os pojasnila, zakaj explicaré sem por jih qué las vključila había pod skupni englobado naslov bajo el paraguas de la Teistična evolución evolucija. teísta. Después Potem bomo revisaremos pregledali algunos de nekaj los težav, problemas, tako tanto teoloških kakor teológicos como znanstvenih, científicos, ki jih que presentan predstavljajo estas ta vmesna posiciones stališča. intermedias. En el V debate razpravah sobre o los nastanku orígenes, con se pogosto frecuencia se tiende a poenostavlja simplificar in y a razmišlja considerar samo solo o dos dveh opciones: možnostih, o evolución evoluciji o ali o creación. stvarjenju. Normalmente, Običajno se la palabra beseda evolución se evolucija refiere nanaša a na la teorijo o teoría de oblikovanju formación de novih nuevas vrst in especies y organizmov tipos de iz organismos a skupnega partir de prednika. un ancestro común O de tem la smo que govorili hablábamos la prejšnjič. semana pasada. Pero sin V embargo, tem en este kontekstu je contexto en el običajno que podan estamos hoy, širši se le pomen, suele dar un ki significado zajema más nastanek amplio, vsega que z incluye el naravni origen de postopki todo brez por namena. procesos naturales sin ningún propósito. Así que esta opción Ta možnost incluiría la vključuje formación del oblikovanje universo por vesolja medio z del Big velikim Bang pokom y el ter origen de la nastanek vida a partir življenja de la iz materia nežive snovi, inerte, kar lo que imenujemo se conoce como abiogeneza. abiogénesis. Aunque puede haber matices, por Čeprav creación obstajajo se odtenki entiende glede la stvarjenja, interpretación imamo v literal de los mislih primeros dobesedno capítulos de la razlago Biblia, prvih poglavij la Svetega teoría de que pisma, Dios creó los teorijo, cielos y da la je Bog tierra, ustvaril el nebesa in universo zemljo, y la vida en la vesolje tierra, in življenje na y que zemlji, lo hizo ter da je to tal y como naredil, se kakor je describe en el opisano v relato, poročilu. a lo largo de 6 V días 6 más dneh, uno de na 7. descanso, dan, en je los que fue počival. creando Ločeno separadamente je los ustvarjal distintos različne elementos, elemente. incluyendo creaciones Ločeno je separadas ustvaril para las rastline, plantas, los distintos različne tipos de vrste animales živali in y el ser človeka. humano. La primera posición, Prvo la evolución, stališče se se suele običajno asociar povezuje con z una filosofía ateistično in atea o agnostično agnóstica, y la filozofijo, segunda, la drugo, creación, con una krščansko, creencia pa s religiosa krščanskim cristiana, verovanjem, digamos, recimo conservadora. konzervativno. Sin embargo, esas To no pa son nista las edini únicas možnosti. posibilidades. Existe una opción intermedia obvia To je que očitno se puede srednja pot, describir como pogosto evolución opisana kot teísta, teistična que evolucija, ki propone a nasplošno grandes povedano rasgos trdi, que Dios da je Bog za utilizó la ustvarjanje evolución para uporabil crear. evolucijo. Pero como ya Kot os sem že omenila, adelantaba, ta esta vmesna opción možnost intermedia ni eno no samo es una stališče. posición única. Gre En za realidad se trata de stopnjevanje una različnih gradación idej de v diferentes razponu ideas od que nečesa, va kar je desde algo bliže muy evoluciji, cercano a la do evolución nečesa, hasta kar je algo zelo muy blizu stvarjenju. cercano a la creación. No Ni existe una soglasja o clasificación razvrstitvi consensuada različnih sobre vmesnih las teorij diferentes teorías in ni intermedias jasne y definicije tampoco una koncepta definición teistične clara evolucije. del concepto de evolución teísta. Pero la Večina mayor parte de la informacij, ki jih bom información que voy podelila a z vami compartir o hoy tej temi, izhaja sobre este iz dveh tema knjig. procede de estos dos libros: Mapping the Origin Razprava of o Life nastanku de vrst Gerald Rau y Geralda Raua Scientific Evolution, ter teistična que es un libro evolucija, de kjer je več multiautor piscev. editado por proponentes del diseño inteligente como Stephen Meyer, Anne Izdali so jo Gauger. zagovorniki inteligentnega načrtovanja, kot so Stephen Meyer in Anne Gauger. El libro de Rau es un libro corto, Rauvova muy knjiga fácil je de leer, kratka in que enostavna za contiene un branje, resumen de las povzetek diferentes različnih teorías de teorij orígenes o y que nastanku, hace un esfuerzo v kateri importante se jih para trudi kar presentarlas de se la da forma más objektivno objetiva predstaviti. posible. El autor analiza cómo se interpreta la Analizira, evidencia kako so científica razložili desde cada una znanstvene de las dokaze teorías vsake izmed y teorij explica las ter debilidades o pojasnjuje fortalezas de cada šibkosti una. in močne plati Aunque vsake. ser totalmente objetivo es imposible Čeprav ni y hay mogoče biti párrafos povsem donde uno puede objektiven adivinar in la vsebuje tudi posición odstavke, preferida kjer del lahko autor, uganeš, creo kateri que es un teoriji je buen libro naklonjen para pisec, hacerse una idea mislim, da je general dobra knjiga, v kateri panorama človek dobi actual splošno para este predstavo tema o naši y temi. muy pertinente Dejansko para je el zelo tema de hoy. pomembna za današnjo temo.
Rao razvrsti sedanje teorije o nastanku v 6 kategorij. Naturalistična evolucija, neteleološka evolucija, načrtovana evolucija, usmerjena evolucija, kreacionizem stare Zemlje in kreacionizem mlade Zemlje. Kategoriji pod 1 in 6 sta tradicionalni evolucija in stvarjenje. Druge pa so vmesne teorije, ki so pogosto vključene v okvir teistične evolucije. Kot sem že dejala, obstajajo ljudje, ki podpirajo kategoriji 4 in 5 in se nimajo za teistične evolucioniste. Oglejmo si vsako podrobneje. Kot pove že ime, številka 1 ustreza čisti in trdi evoluciji, ki ji vlada naturalizem. Možnost nadnaravnega posredovanja ni priznana. Nastanek vsega je treba tako pojasniti samo z naravnimi procesi. Številka 2 priznava možnost nadnaravnega božanskega posredovanja ob nastanku vesolja, zanika pa vsakršno kasnejše posredovanje. Nekakšna sila ali božanstvo je začelo proces, a brez določenega cilja. Zato se tudi uporablja beseda neteleološka, pa tudi kasneje ni udeležbe. Po tej teoriji je evolucija, ki je odgovorna za vzpon našega sveta in nastanek človeka, ena možnost med mnogimi. Lahko bi se oblikovalo drugačno življenje in tako bi danes planetu vladali superpametni kuščarji, ali pa bi bil svet poseljen samo z bakterijami. Tretja možnost, načrtovana evolucija, je podobna drugi, saj priznava božansko posredovanje zgolj na začetku vesolja. V tem primeru naj bi Bog imel načrt, zato beseda načrtovana. V tej različici naj bi Bog v izvorno snov vesolja vstavil lastnosti, ki so potrebne, da se vse razvije po njegovem načrtu. Da bi se pojavilo življenje, razvilo in bi se pojavilo zavestno bitje, ki je zmožno odnosa z njim. Tu je pomembno razumeti, da ves čas od stvarjenja vesolja do časa, ko je človek pridobil izredne sposobnosti, Bog ni znova posredoval. Vse se je razvilo po strogo naravnih procesih. Z znanstvenega stališča sta možnosti 2 in 3 praktično identični možnosti 1. Saj razen prvega dela sprejemajo naturalizem in konvencionalne znanstvene razlage o nastanku vesolja, Zemlje, življenja in ljudi. Sprejemajo evolucijsko biogenezo, veliki pok in v vseh 3 primerih ni nobenega božanskega posredovanja v teh procesih. Če pa je, se ga ne da zaznati. Četrta možnost je drugačna. V njej gre prav tako za evolucijo, vendar Bog posreduje v procesu in njegovo posredovanje je znanstveno zaznavno. Takšni posegi bi na primer omogočili zelo malo verjetne dogodke. Se spomnite, ko smo prejšnjič dejali, da je velika večina mutacij škodljiva? Bog pa bi lahko vplival na DNK nekaterih organizmov skozi zgodovino, da bi se pojavile potrebne mutacije in sčasoma bi to pripeljalo do nastanka človeka. O tem govori ta možnost. Zagovorniki četrte možnosti pogosto sprejemajo svetopisemsko poročilo o genezi metaforično. Ta uči, da je Bog stvarnik in vzdrževalec sveta in da se vse odvija po njegovem načrtu.
Dogodki, ki so omenjeni tam, pa ne ustrezajo resničnosti. Možnost 5 je jasno bližje stvarjenju kot evolucijski strani. Zato se konča z besedo kreacionizem. V tem primeru naj bi svetopisemsko poročilo iz prve Mojzesove knjige vsebovalo dogodke, ki so se dejansko zgodili in je Bog v njih ustvaril različne elemente, kot so atmosfera, kopno, različne vrste živali in tako naprej. Dnevi stvarjenja pa niso dobesedni dnevi, ampak veliko daljša časovna obdobja. To omogoča, da starost vesolja, sončnega sistema in življenja na Zemlji povežemo s konvencionalnimi znanstvenimi ocenami. In končno, možnost 6 je tradicionalno kreacionistično stališče. Poročilo o stvarjenju se razume zgodovinsko, teden stvarjenja pa kot dejanskih 7 dni s 24 urami, ki so se zgodili pred približno 6000 leti. Mnogo zagovornikov tega stališča verjame, da so bili Zemlja in celotno vesolje ustvarjeni pred 6000 leti, zato se imenuje kreacionizem mlade Zemlje. Čeprav Rao tega ni zajel v svojo razvrstitev, obstaja tudi možnost, da se verjame v dobesedni nedavni teden stvarjenja, pri čemer pa sta Zemlja in vesolje starejša. O tem bomo spregovorili čez 2 tedna, ko bomo govorili o svetopisenskem kreacionizmu stališča adventistov 7. dne. Vsako od teh kategorij lahko razdelimo na podkategorije z nekoliko različnimi teorijami ali celo znatnimi razlikami. Nekateri avtorji, ki jih Rao uvršča v isto kategorijo, dejansko drug drugega močno kritizirajo. Poglejmo si nekaj primerov teh podkategorij in njihovih zagovornikov. Prva kategorija je naturalistična evolucija. Predelali smo jo prejšnjič. Zajema ateistične znanstvenike, kot so Richard Dawkins, in agnostike, med katerimi je Stephen Jay Gould, ki je predlagal idejo o neprekrivajoči magisteriji ter evolucijo s preskoki ali poudarjeno ravnotežje. Mnogi so zagovorniki neodarvinizma. Drugi, kot James A. Safiro, pa dvomijo o tradicionalnih mehanizmih evolucije, mutacijah in naravni selekciji ter iščejo nove naravne mehanizme. V kategoriji številka 2, ne teleološki evoluciji, najdemo znanstvenike panteističnih religij. Bog in narava sta v tem primeru ista. Najdemo tudi zelo znane sodobne znanstvenike, kot so biokemik in Nobelov nagrajenec Christian René de Duve ter fizik in teolog Ian G. Barbour. Kategorija 3, načrtovana evolucija, je zanimiva, ker je nekaj njenih zagovornikov zelo znanih. Pred 2 tednoma smo govorili o Francisu Collinsu, no, s svojimi kolegi iz Biologos fundacije zagovarjajo to teorijo. Po njihovem ima Bog moč poseči v naravo, a mu ni treba, saj je že od začetka obdal snov vesolja s sposobnostjo, da se razvija po njegovem načrtu. To je tako popolno, da mu ni treba narediti nič več. Svetopisemsko poročilo o nastanku naj ne bi imelo dejanske vrednosti, saj le predstavlja proces načrtovane evolucije, v katerem je bil najprej v prvih 3 dneh ustvarjen planet, potem pa v naslednjih 3 dneh napolnjen življenjem.
Adam in Eva nista obstajala, sta zgolj simbol človeštva. Nekaj citatov Francisa Collinsa je begajočih, saj pravi na primer, da bi Bog morda lahko posredoval v procesu mutacije in naravne selekcije, ki sta omogočili pojav ljudi, a da bi to vsekakor storil na nezaznaven način. V kategoriji 4, usmerjena evolucija, najdemo dobro znane znanstvenike, kot sta Henry Schaefer in Michael Behe. Henry Schaefer je slaven teoretični kemik in je prejel nekaj pomembnih nagrad po vsem svetu. Pripada protestantski krščanski cerkvi in na univerzi je imel več kot 500 predavanj o skladnosti med znanostjo in religijo. Michael Behe je biokemik in pisec knjige Darwinova črna skrinjica, pa tudi drugih, ki jih vidite na zaslonu. Znan je kot eden glavnih zagovornikov inteligentnega načrta. Oba znanstvenika, Henry Schaefer in Michael Behe, trdita, da je Bog korakoma vodil evolucijo. Dokazi, ki jih uporabljata, pa so različni. Henry Schaefer se trudi najbolj konzervativne kristjane prepričati, da evolucija ni nekompatibilna s svetopisemsko doktrino. Michael Behe pa se trudi evolucioniste prepričati, da evolucija z naravnimi mehanizmi, mutacijo in naravno selekcijo ni mogoča brez dejavnega posredovanja Boga. Michael Behe in drugi zagovorniki inteligentnega načrta so močni kritiki teistične evolucije. Naj vam pokažem knjigo, o kateri govorim. Kot vidite, ima več kot 1000 strani. Objavil je kritik teistične evolucije. Definicija teistične evolucije je precej omejevalna in ne vključuje kategorije 4. Pravi: Bog je ustvaril snov in potem ni ne vodil, niti posredoval ali neposredno deloval, da bi povzročil empirično zaznavne spremembe v naravnem vedenju snovi, vse dokler se niso razvila vsa živa bitja s povsem naravnimi procesi. Ta definicija teistične evolucije zajema kategoriji 2 in 3. Zato je logično, da jo zavrača inteligentni načrt, čigar glavna predpostavka je, da svet in živa bitja jasno dokazujejo, da so bila zasnovana. Niso pa vsi pisci, ki so povezani z inteligentnim načrtom, na strani Beheja v kategoriji 4. Nekateri so znotraj 5. in drugi v 6. Prihodnjič bomo spoznali razloge za to in več podrobnosti. Takrat bomo celotno srečanje posvetili inteligentnemu načrtu. Še vedno moramo povedati kaj o kategoriji 5 in 6. To sta kategoriji, ki sta vključeni v izraz kreacionizem. Kategorija 5, kreacionizem stare Zemlje, ima nekaj podkategorij. Po modelu, ki se imenuje teorija vrzeli, je bilo najprej starodavno stvarjenje, ki ga je Satan pokvaril, zato je bilo uničeno. Zemlja je ostala v neredu in prazna. Poročilo v Genezi opisuje drugo stvarjenje, fosili pa so ostanki prvega. Po drugem modelu je vsak dan stvarjenja geološko obdobje, ki je trajalo na tisoče ali milijone let.
Spet drug model, ki ga je predlagal John Lennox, pravi, da so dnevi stvarjenja dobesedni, dolgi 24 ur, vendar ne zaporedni. So dnevi, ko je Bog ustvaril določeno stvaritev, ločujejo pa jih zelo dolga časovna obdobja, v katerih se je Bog omejil na to, da je zgolj ohranjal to, kar je že bilo ustvarjeno. Nekateri kreacionistični raziskovalni centri, kot so Razlogi za vero, spadajo v to kategorijo. Njihova spletna stran pove, da si prizadevajo za integracijo med vero in znanostjo. Potem navajajo, da je Sveto pismo tudi prva Mojzesova knjiga od 1 do 11, Božja beseda, ki ne vsebuje zmot. Nadaljujejo pa, da poročilo o stvarjenju predstavlja zgolj osnovno časovno zaporedje dogodkov. V tej kategoriji najdemo tudi zagovornike inteligentnega načrta, kot je Stephen Meyer in druge. Končno smo prispeli do kategorije 6, kreacionizem mlade zemlje, ki je značilen za kreacionistične raziskovalne inštitute, kot so ICR, to je Inštitut za raziskave stvarjenja, in CMI oziroma Mednarodna služba stvarjenja in odgovori v genezi. Tu najdemo tudi nekatere zagovornike inteligentnega načrta, kot je Paul Nelson, ter znanstvenike, ki jih že poznamo, med njimi Johna Sanforda. To je kategorija, v kateri najdemo tudi adventistične znanstvenike iz GRI. Povedala sem že, da obstajajo nekateri odtenki, o katerih bomo govorili čez čas. Sedaj, ko smo preleteli različne teorije, moramo spregovoriti o težavah, ki se pojavijo ob teh vmesnih možnostih od kategorije 2 do 5. Čeprav se med seboj precej razlikujejo, si delijo nekaj osnovnih težav. Kdor med vami bi si želel poglobiti v to temo, naj prebere knjigo, ki sem vam jo pokazala prej, Teistična evolucija. Zelo podrobno analizira znanstvene, verske in filozofske probleme, kategorije 2 in 3, mnoge pa lahko uporabimo tudi v 4. ali celo 5. kategoriji. Del o znanstvenih problemih je zelo dobro utemeljena kritika teorije o evoluciji z argumenti iz biologije. Zato lahko služi tudi kot dopolnilno čtivo za naš naslednji sklop predavanj. Na videz gre za izredno debelo in strašljivo knjigo, a ker so poglavja pisali različni avtorji in so med seboj praktično neodvisna, lahko začnete brati tista poglavja, ki vas najbolj zanimajo. Kaj so nekateri od svetopisemsko-teoloških problemov vmesnih teorij? Prvi je, da vse vmesne teorije spodkopavajo avtoriteto in verodostojnost Svetega pisma, ker domnevajo, da prva poglavja geneze ne govorijo o tem, kar se je dejansko zgodilo. Večina strokovnjakov svetopisemskih besedil ima prvo Mojzesovo knjigo, vključno s prvimi poglavji, za zgodovinsko poročilo. Poročilo pravi, da sta Adam in Eva zgodovinski osebi, rodoslovno povezani z drugimi zgodovinskimi osebami, recimo Abrahamom, Davidom ali samim Jezusom. V različnih knjigah, tako stare kot nove zaveze, sta omenjena stvarjenje in zgodovinskost Adama ter Eve. Pomislimo, kaj je Jezus rekel verskim voditeljem, ko je govoril o poroki. Rekel je: Ali niste brali, da jo je stvarnik na začetku ustvaril kot moža in ženo in rekel: zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se bo pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso.
S tem je Jezus potrdil, da se je stvarjenje človeka odvilo natančno tako, kot je zapisano v Genezi. V prvem pismu Korinčanom, 15. poglavju, Pavel gradi ves svoj argument o Jezusu na primerjavi med njim in Adamom, ter jasno kaže, da ima Adama za povsem zgodovinsko osebo, ki jo je Bog ustvaril iz zemeljskega prahu. Kasneje se je zaradi greha odvrnil od Boga in tako se je greh razširil na vse človeštvo, saj je Adam oče vsega človeštva. Po vmesnih teorijah se nič od tega ni zgodilo. Kako to vpliva na druge argumente? Kako vpliva na Jezusa? To nas privede do druge velike težave. Vmesne teorije nasprotujejo mnogim temeljnim krščanskim doktrinam. Krščanstvo temelji na predpostavki o vsemogočnem Bogu, ki je ustvaril bitja, s katerimi ima odnos, ter jih postavil v popoln svet, kjer ni bolečine, trpljenja in smrti. Ko so ljudje neposlušni, zavlada greh in pokvari svet. Bog pa sproži načrt, da bi rešil in ozdravil svoje otroke. Vrhunec vsega je obnovljena zemlja, kjer ponovno ni greha, trpljenja, bolečine in ne smrti. Vmesne teorije pa trdijo, da nikoli ni bilo popolnega sveta brez trpljenja in smrti. Še več, kategorije, ki trdijo, da je Bog uporabil evolucijo za ustvarjanje, delajo Boga neposredno odgovornega za vse trpljenje, ki ga povzroča naravna selekcija, ki odstrani slabše prilagojene organizme. Zagovorniki pete kategorije trdijo, da je Bog človeka ustvaril na koncu dolgega časovnega obdobja in da bi človek lahko živel večno, če ne bi grešil. Ne sprejmejo pa, da je bil Božji izvirni načrt tudi smrt milijonov živali v milijonih let. To je resen problem, saj je celo koncept greha zelo zamegljen. Če Adam in Eva nista obstajala in so ljudje potomci živali skozi evolucijo in so vedno živeli v kontekstu boja za preživetje, kaj je potem greh? V nekaterih verskih skupnostih verujejo, da je Bog dodal dušo, ko so prvi humanoidi razvili dovolj zapletene možgane. Zato so moralno odgovorni za svoja dejanja. Toda to še vedno nima smisla. Prvi homo divinus, kot jih nekateri imenujejo, ne bi nikoli poznali popolnosti. Svet okoli njih bi bil poln bolečine, bolezni in smrti, kakor je danes. In če svet nikoli ni bil popoln, če greh ni prišel na svet, kot nam pove Sveto pismo, če smrt ni posledica greha, niti poslednji nasprotnik, ki ga je treba poraziti, potem načrt zveličanja sam po sebi izgubi pomen. Čemu potrebujemo zveličarja? Kaj pričakovati od nove zemlje? Ali bodo živali umrle? Se bomo še naprej razvijali? Obstaja pa še ena doktrina, ki je temelj adventistov sedmega dne, ki jo ogrožajo vmesne možnosti. To je sobota. Sobota je praznovanje stvarjenja. Stvarjenja, ki je trajalo 6 dobesednih dni, ki so si sledili zaporedoma. V drugi Mojzesovi knjigi, 20. poglavju, 11. vrstici in 31. poglavju, 17. vrstici, nas Bog prosi, naj posvečujemo soboto, ker je v 6 dneh ustvaril nebesa in zemljo. Pa ne gre samo za soboto. Pred leti sem pripravila animacijo. Podelila jo bom z vami. Prikazuje, kako najpomembnejše doktrine adventizma temeljijo na stvarjenju.
in pokaže, kaj se jim zgodi, če odstranimo bazo. Obstajajo še drugi teološki problemi, ki so povezani z vmesnimi možnostmi. V dodatnem čtivu vam bom dala na voljo bibliografijo, če bi se kdo rad poglobil v to temo. Rada pa bi komentirala še eno, in sicer, teistična evolucija resno pači podobo Boga. Sveto pismo nam govori o vsemogočnem Bogu, ki je iz ljubezni ustvaril popoln svet in ni odgovoren za zlo, razen da je spoštoval svobodno voljo svojih bitij. Vmesne možnosti pa nam govorijo o Bogu, ki je ustvaril trpljenje in smrt. Morda, ker ne zna drugače, ali pa ker ne zmore drugače. Ali pa, ker mu ni mar. To bi bil zelo protisloven Bog, saj bi podpiral sebičnost in boj za preživetje skozi milijone let, da bi ustvaril svoja najljubša bitja, ko pa bi jih imel, bi jim rekel, da sta sebičnost in škodovanje drugim greh. In da morajo zdaj pomagati šibkim, ljubiti sovražnike in nastaviti še drugo lice. Presenetljivo je, da je teorija s toliko teološkimi problemi tako uspešna med vernimi. Kot veste, obstaja nekaj denominacij, ki so se ločile od tradicionalnih doktrin in pridružile večini s teistično evolucijo. Takšne ne vidijo ali ne želijo videti teh resnih preprek. Zakaj se to dogaja? Na to nimam dokončnega odgovora, lahko pa podam nekaj idej. Vmesne možnosti se zdijo bolj uravnotežene. Velikokrat slišimo, da so skrajnosti slabe, da je treba nesporazume rešiti s popuščanjem na vsaki strani. Nihče ne mara, da ga imenujejo skrajnež. Nekoč izraz s pozitivnim prizvokom fundament, fundamentalist ali konzervativen je postal poniževalen. Zato so se v poskusu, da bi dosegli spravo in sporazum, ljudje in celotne verske skupnosti vdale in temu priklonile, da jih ne bi imeli za ekstremiste. Nadalje, v naši družbi je znanstveno znanje bolj cenjeno kot drugi viri znanja. Ljudje, ki imajo drugačno stališče od obstoječega znanstvenega zornega kota, so označeni za neznanstvene, iracionalne ali celo neizobražene. To pa ni nikomur všeč. Nazadnje obstaja tudi evangelistična pobuda. Slišala sem pastorje različnih krščanskih skupnosti govoriti, da zaradi ohranjanja tradicionalne kreacionistične drže cerkev ne doseže izobraženih ali visoko inteligentnih. Zato naj bi bilo primerno zmehčati doktrinarno držo o tej temi, da bi lahko z Jezusovim sporočilom dosegli več ljudi. To je seveda najpomembnejše. Ne vem, kako je z vami, ampak takšni argumenti me spominjajo na pogovor, ki ga je imela kača z Evo v Edenu. Ena izmed Satanovih priljubljenih tehnik od začetka časa je mešanje resnice z lažmi in misel, da cilj opravičuje sredstva. To me še posebej skrbi. Lahko sicer pride do tega, a mislim, da se težje zgodi mladi osebi, ki je odrasla v cerkvi, ki pozna Jezusa od otroštva, ki bere Sveto pismo, moli, da bi se nenadoma odločila prenehati verovati v Boga in postala ateist in evolucionist. Če pa se ta mlada oseba na srednji šoli ali v univerzi sooči s profesorji ali sošolci, ki dvomijo o zastarelih verovanjih in menijo, da imajo vmesno možnost in da lahko še naprej verujejo v Boga in hkrati sprejmejo znanstvene teorije, da bi nehali biti čudni
in da se bodo prenehali spori in se jim ne bo več treba braniti, se bo morda odločila za to možnost. Ne obsojam jih. Iz lastne izkušnje vem, kako težko je študirati na javni univerzi in biti kreacionist na področju biologije. Problem je v tem, da ta enostavni izhod s sabo nosi vse, kar smo prej omenili. Popačeno podobo Boga, dvom v avtoriteto in verodostojnost Svetega pisma. Spraševanje, ali so vse doktrine enako pomembne in ali se nekatere lahko zavrže. Pojavi se misel, da se ostalih delov Svetega pisma morda ne da znanstveno pojasniti in da so alegorija, kot na primer čudeži, da je Jezusa rodila devica ali pa vstajenje. Končati želim s tem, kar bi lahko imenovali znanstveni problemi vmesnih teorij. O tem bi lahko govorili ure dolgo. Vi, ki vas to zanima, na voljo je nekaj poglavij o tej temi, ki jih priporočam iz knjige Teistična evolucija. Na kratko pa se da to tudi povzeti. Če berete knjige ali članke teističnih evolucionistov, so njihovi argumenti običajno podobni, ne glede na kategorijo. Sedanja znanost je pokazala, da je biološki razvoj iz skupnega prednika dejstvo. Od tod sledi naslednje logično zaporedje. Kristjani verujejo, da je Sveto pismo Božja beseda in govori resnico. Za svetopisemsko poročilo o nastanku pa je videti, da nasprotuje znanstvenim trditvam. Če je evolucija dejstvo in Sveto pismo govori resnico, potem smo morali narobe razumeti Sveto pismo. Zato ga moramo na novo pretolmačiti, da bo ustrezalo sedanji znanosti. Dobra novica je, da vse to ni potrebno, kajti prvotna predpostavka ne drži. To smo si na kratko ogledali prejšnjič in podrobneje se bomo tega lotili čez 8 srečanj v zadnjem sklopu. Sedanja znanost ni dokazala, da je biološki razvoj iz skupnega prednika dejstvo. Dejansko gre za paradigmo sedanje znanosti, ki je sprejeta brez vprašanj, ker je edina možna izbira v okviru naturalizma. A obstaja veliko znanstvenih dokazov iz biologije, ki postavijo teorijo o evoluciji pod vprašaj. To priznavajo celo evolucijski znanstveniki. Obstaja veliko geoloških in paleontoloških dokazov, ki dokazujejo to, kar nam o stvarjenju in potopu govori Sveto pismo. Še opozorilo, ne pravim, da govorijo vsi znanstveni dokazi v prid svetopisemskega stvarjenja in da je evolucija absurdna teorija, kot sem slišala govoriti nekatere kreacioniste. Teorija o evoluciji je znanstvena teorija, ki so jo razvili inteligentni ljudje in podprli z veliko dokazi. Trenutno pa se sooča z veliko drugimi podatki, ki ne ustrezajo. Zato pravim, da biološki razvoj iz skupnega prednika ni dokazan. Ni dejstvo in zato ni potrebno na novo tolmačiti Svetega pisma, da bi ustrezalo znanosti. V prejšnjem sklopu smo že povedali, da rešitev ni v tem, da popolnoma zavržemo znanost. Najboljša strategija je, da še dalje raziskujemo na obeh področjih, Sveto pismo in znanost, da smo potrpežljivi in prosimo Boga, da nam pomaga najti odgovore. Končala bom z navedkoma Wayna Grudema iz knjige Teistična evolucija, ki zelo dobro povzemata našo današnjo temo. Ker teistična evolucija zanika zgodovinskost dogodkov, zapisanih v prvi Mojzesovi knjigi 1-3, prav tako zanika ali spodkopava pomembne krščanske doktrine. Skratka, prepričanje v teistično evolucijo je nezdružljivo z resničnostjo Biblije in z nekaterimi ključnimi nauki krščanske vere. Znanstveni dokazi številnih nedavnih raziskav kažejo,
da se noben strokovnjak za svetopismo ne bi smel počutiti prisiljen v znanstvene dokaze, da bi razlagal genezo na način, ki predpostavlja resnico neodarvinistične ali drugih sodobnih različic makroevolucijske teorije. Hvala, ker ste se nam nocoj pridružili. Današnja tema je bila precej zgoščena, a upam, da vam je koristila. Naslednjič bomo govorili o inteligentnem načrtu.